dva odrasla hodita po ulici, oba sta zamišljena, gledata v telefon in čelno trčita. Oba imata 80 kg in hodita s 5 km/h. Se da zračunati to silo? Da. Seveda moramo narediti nekaj ocen, ampak se da recimo zračunati. Recimo smo rekli, ne, da masa teh ljudi je recimo 80 kg, ne, pa da gresta s hitrostjo naprimer 5 km/h. Zdaj, tisto, kar se zgodi, ne, je to, da kot dva človeka trčita, če imata enako maso, se boste praktično v trenutku ustavila. Razdalja, na kateri se bo to zgodilo, bo zelo majhna, recimo, da je ta razdalja, ne vem, 10 cm. Že to je veliko, ne, ker če sta zelo blizu, pač je ta pot zelo kratka. Čelno, ne, da z glavo je lahko še mnogo manjša. Ne. No in zdaj tisto, kar se zgodi, ne, je, da se kinetična energija, ki jo ima en ta pešec, ki jo izračunamo kot masa, hitrost na kvadrat polovic in je iz teh številk recimo nekje približno 100 džulov, da se ta kinetična energija v bistvu potem med tem trkom pač zaradi dela, ki ga opravi sila, zmanjša na nič, da se ustavi, ne. Se pravi, delo, ki je potrebno, je enako tej kinetični energiji in tole delo, ne, je pa sila krat pot. In iz tega lahko izračunamo, kolikšna je torej sila. In zdaj, če je sila 10 cm, če je bilo tukaj le 100 džulov, ne, pomeni, da je tole 0,1 metra in je sila enaka približno 1000 newtonov, kar ustreza nekako masi 100 kg. To je toliko, kot če bi priletelo nate 100 kg? Če bi nekdo položil 100 kg nate, recimo. Okay. Ampak če pogledamo, če se pa ta pot samo skrajša na 1 cm, recimo, da trčita z glavami, ne, potem je pa ta sila 10-krat večja. Okay. Torej, je mnogo večji. Zelo pomembno, kako mi trčimo. Ne? Ja, na vsak način. Z katere strani in tudi recimo razlika je tudi v tem, trčita dve odrasli osebi, trči nekdo, ki je močnejše postave, odrasel in pa otrok. Na vsak način. Telo z večjo maso, recimo pri isti hitrosti, če trči v telo z manjšo maso, se telesu z večjo maso hitrost malo spremeni, medtem ko se telesu z manjšo maso hitrost spremeni veliko. Torej je prejel velik sunek sile, pravimo temu v fiziki, in so lahko posledice seveda za to osebo z manjšo maso zaradi tega hujše. Kako pa je recimo, vemo, kolesarji in pa tisti na mopedih, ki velikokrat gredo čez pešcono s previsoko hitrostjo, trčijo v pešca ali pa ga oplazijo? Ja, zdaj tukaj tisto, česar se moramo zavedati, je, da hitrost, s katero se gibljajo, recimo, da je 3-krat večja, ampak energija, s katero se potem gibljajo, torej kinetična energija, ki jo imajo, je pa s kvadratom te hitrosti. Torej, če grejo 3-krat hitreje, 15 km/h, recimo to za kolesarja ni neka zelo velika hitrost, je energija, ki jo ima ta kolesar, ne, recimo 9-krat večja, kot jo je imel pešec, torej bo učinek, ne, to se pravi recimo sile, ki delujejo ob takem trku, bojo s kvadratom večje, torej skoraj 10-krat večje, čeprav je šel samo 3-krat hitrej. Je kakšna stvar, ki je mi, tako ko se sprehajamo po pešconi, kar se fizike tiče, ne upoštevamo? To je pa zdaj težko reči. Na vsak način tisto, kar bo zmanjšalo nek učinek trka, je to, da je ta pot, da gledamo pri sebe na vsak način. Na vsak način to, da se gibljamo, recimo, če imamo kolesarsko stezo, da se pešci gibljajo po pločniku, ne po kolesarski stezi. Tudi to pomaga, da se recimo gibljajo vsi v eno smer. Torej, če nekako bi se držali tega, da se držimo ene strani, desne pa leve, tako kot v prometu, potem so relativne hitrosti teh teles mnogo manjše. Je pa razlika tudi v tem, kako trčimo, ne? Na vsak način. Ko eno telo trči v drugo, recimo kolesar v pešca, ne, če ga zadane po večji površini, potem bo recimo podrl človeka, ampak ta človek bo obtolčen, ne bo pa recimo imel zlomljene roke ali pa noge. V primeru, da pa recimo z rolko nekdo zadane človeka v nogo, ne, potem je pa ta trk zelo omejen lokalno in lahko na tistem mestu do te mere deformira naprimer kost, da poči, ne, in pride do drugačne poškodbe. Zaradi istega, bi rekel, razmisleka je pomembno, da imajo kolesarji čelade. Če pademo in zadanemo v nek rob z glavo, se bo samo na tistem delu recimo sila zelo povečala, medtem če imamo čelado, vloga čelade je, da porazdeli to silo po celotni recimo lobanji in se s tem učinek pač lokalno zmanjša in ne pride do poškodbe. Kaj je treba potem narediti zdaj na vseh teh novih napravah, ki jih uporabljajo, od segwajev do nekih takšnih električnih rolk? Kako se moraš vršiti, da boš
čim manj nasrkal. No, mislim, treba se izogniti trku, to je prvo. Torej, ne uporabljati telefona medtem, ko se vozimo na teh napravah, naprimer. Druga reč pa, ja, če je trk neizogiben, se poskuša treba nekako, ko bi rekel, ne čelno trčiti, ampak kakor se le da strani. Torej, da imamo nekako med samim trkom večjo pot, preden se ustavimo mi ali pa tisti drugi, ki je udeležen. To recimo zelo zmanjša sile, ki so pač prisotne med trkom. Če nam zdrsne z rolke, pa letimo nazaj na hrbet? Da se čim bolj pač nekako zakotalimo po tleh, torej da ne pademo na eno točko, ampak da se zakotalimo. Ne? To vedo recimo judoisti zelo. V levji skok. V levji skok, če ga kdo zna, pa če se lahko toliko hitro pač odloči, da ga bo izvedel. Prav takšne odskoke z motociklov smo v Avtomobilnosti že priporočali minulo pomlad. Demonstrirala sta jih znana akrobata Filip in Blaž. Niso pa samo trki v peš conah tisti, ki so neprijetni. Če pogledamo na naša smučišča, ki so zelo ozka, tudi mi pa zelo radi smučamo hitro in preblizu soudeležencem. No, takrat hitrosti gredo tudi čez 30 km/h. In s tole tehtnico, ki smo si jo sposodili pri Agenciji za varnost v prometu, lahko vidimo, koliko tehtamo, če gremo 30 na uro, koliko je naša udarna teža. In moja, drugače jo imam dobrih 85, je skoraj 700 kg. Pri tako zvanih visokoenergijskih poškodbah, kamor pač običajno sodijo tudi trki ali pa poškodbe v prometnih nesrečah, vedno pride do delovanja sil, ki delujejo neposredno na samo telo in pa na delovanja tako imenovanih strižnih sil na mehka tkiva v človeškem telesu. Naprimer, ko lobanja udari z določeno hitrostjo v nek objekt ali oviro, ali to armaturna plošča, volan, vetrobransko steklo, karkoli, v nekem trenutku celotni možgani prepotujejo nekaj milimetrov svojega virtualnega prostora v možganski tekočini in zadanejo v čelno lobanjsko kost. V tistem trenutku se možgani zaradi svoje elastičnosti odbijajo od čelne možganske kosti in odpotujejo nazaj nekaj milimetrov in se udarijo v zatilno lobanjsko kost, kjer znova utrpijo udarec. Hkrati pa drsijo po zelo neravni površini lobanjske baze, ki je polna kostnih izrastkov in luknjic in se dobesedno poribajo po tej neravni površini. Zaradi neenakega prostora oziroma volumna lobanje se pa vsi delci možganovine ali pa ves prostor možganovine ne premika z enako hitrostjo. In zaradi teh različnih hitrosti premikanja pa pride tudi do trganja vlaken možganskih in možganskih živcev znotraj, bom rekel, tako zvane bele substance, kjer so možganska vlakna. In to so pravzaprav zelo hude poškodbe. Hujše poškodbe so tiste, kjer pride do trganja posameznih vlaken, ki jim rečemo difuzna aksonska poškodba možganov, v primerjavi z nekimi krvavitvami možgani. Ampak zelo podobno se dogaja tudi z drugimi votlimi organi v telesu. To so pljuča, srce, želodec in velike žile, naprimer aorta. Hud udarec v telo ali pa nenaden pojemek, se pravi nenadna ustavitev s hitrosti 100 ali 80 km/h na nič, seveda povzroči trganje posameznih tkivnih votlih organov. In v tem primeru seveda pride do razpoka takih organov in seveda običajno čisto fatalnih smrtnih poškodb. Recimo razpok srčne mišice oziroma srca pomeni nenadno smrt. Razpok velike, največje žile v telesu ali aorte pomeni smrt v nekaj minutah. Razpok pljuč pomeni stisnanje pljuč in tudi lahko dosti hitro smrt, če ni pomoči. Tako da bom rekel, dostikrat povsem banalne poškodbe, recimo trk v objekt, padec na tla, povzroči lahko zelo, zelo usodne posledice, vključno s smrtjo. Ščitniki. Vsaj, kar se tiče koles, rolerjev, rolk. Ščitniki so se izkazali dejansko za zelo učinkovite in koristne pri preprečevanju zlomov kosti in poškodb sklepov. Poznamo zares neprijetne poškodbe zapestij pri padcu za rolerji, kjer pride do zdrobljenih znotraj sklepnih zlomov zapestja ali komolcev. Nikoli več se ne povrne praktično gibljivost v teh sklepih v normalne obsege. Ščitniki dejansko preprečujejo zlome, dejansko preprečujejo poškodbe, zvine in izpahe sklepov. Tudi najslabša čelada je boljša kot nobena čelada. Poznamo seveda primere, ko so prišli na pregled ali pa na naše zdravljenje kolesarji in seboj kot spominek prinesli razbito stiroporno kolesarsko čelado, ampak glava je ostala pa dejansko cela ali pa z minimalnimi posledicami.